Ta video, ki ga tokrat delim z vami, je kar nekaj časa potreboval, da je prišel do faze montaže, pa potem objave. Pač življenje je poseglo vmes in je tako naneslo, da je moral malo počakati. Ampak nič ne de, v bistvu verjamem, da prihaja ravno ob pravem času. In zakaj? Zato, ker se tema, ki jo pokrivava z mojo tokratno sogovornico, dotika ravno tiste srčike trenutnega obdobja v letu. Torej, trenutno obdobje v letu je posvečeno zodiakalnemu znamenju Škorpijona in Škorpijon je povezan tudi med drugim s spolnostjo, pa s tistimi najglobjimi kotički naše duše, mogoče malo bolj temnimi, ki se jim mogoče zaradi tega včasih tudi rajše izognemo, kakor da bi pogledali v njih. Ampak ravno tam se ponavadi seveda skrivajo tisti naši največji biseri, največji darovi, ki jih želimo privesti tudi v ta svet in v zavest. No in s kom sem se tokrat pogovarjala še z eno zelo zanimivo osebo in to je Milka Lelas. Uradno po izobrazbi je socialna pedagoginja in to tudi v praksi dela na osnovni šoli, ampak poleg tega se je pa izobraževala še za sexological bodyworker, česar mogoče ne poznate tega izraza, pa izobražuje se tudi za telesno orientirano psihoterapevtko. Tako da jaz se res veselim, da še en tak zelo zanimiv pogovor delim z vami in upam seveda, da bo odprl še kakšen košček naše duše, naših darov, da jih bomo lahko toliko bolj aktivno delili tudi drug z drugim. Tako da dobrodošli in vabljeni k poslušanju. Pa se potopimo med komarje. Pod krošnjami in pod komarji. Ja, pod krošnjami in med komarji. Ok, no, živijo Milka. Živijo, Sara. Evo, danes sva tukajle v enem takem zelo sproščenem pogovoru in vsak pogovor je dobro začeti s tem, kdo sploh je vpleten vanj. Tako da glede na to, da si danes prvič moja gostja v pogovoru, mogoče za začetek povej, kdo si, kaj delaš, kaj te zanima, pač to, kar se ti zdi zanimivega o tebi in bi rada, da mogoče ljudje te poznajo bolj pod to. Ja. Ime, ki so ga mi dali, je Milka, nekako sem ga posvojila. Sem v bistvu preprost človek, ampak kar me najbolj oblikovalo je v bistvu morda samo življenje na začetku na vasi in na kmetiji, potem pa prehod v mesto, potem je pa zaneslo v socialno pedagogiko. Tukaj sem videla način, kako lahko še drugače funkcioniram, pa mi je dalo res neke nove uvide do bivanja tukaj na tem svetu, ki ga morbiti prej nisem poznala skozi sisteme, ki sem jih prej spoznavala. Potem me je pa kasneje zmeraj bolj zanimala tudi, kako učiti spolnost, kako poglabljati svoje znanje v tej smeri, pa potem pa iz tega na telesno orientirano psihoterapijo. Ampak to so samo delčki, ki tako prihajajo, pa jih integriram, pa grejo, ni da živim samo za temi besedami. No. Morda pa pomagajo komu razumeti, v katero smer razmišljam in kako. Torej, omenila si že to telesno orientiranost, si se tudi izobraževala za nekega delavca, za katerega sploh v bistvu ne vem, kakšen bi bil prevod v slovenščino. Torej, sexological bodyworker. Tako je, ja. Tukaj v bistvu že sam naziv te neke vloge, funkcije pač pove, da je telesno orientirano, pa da se nekako primarno ukvarja s spolnostjo. Pa me zanima, kaj to sploh je, kaj delaš oziroma kaj se učiš, ko si v procesu izobraževanja za to. Ja, gre pravzaprav za učenje spolnosti. Zdaj, moja vloga kot sexological bodyworker je, da v bistvu kreiram ta proces, da se človek lahko uči, poglobi v določeno posamezno temo. Gre pa za telesno orientiran pristop, kar pomeni, da gre za neke vaje, ali za dihanje, ali za samo raziskovanje, ki potem vodijo do uvidov, do katerih pride človek sam, ki dela vajo, ne pa da jaz samo povem,
in da človek potem naj bi znal, ampak ne ve sploh, v čem je fora na koncu koncev. Tako morda kakšne teme, ki se skozi ta način lahko obdelujejo, nadgrajujejo znanje, ne vem, kako globlje užitek čutiti v svojem telesu, kako se lažje povezati s partnerjem, ali pa čisto neke take stvari, kot so, ne vem, orgazem in podobne stvari. Torej, omenila si, da skozi določene stvari, ki jih doživljaš oziroma opazuješ skozi telo, lahko opazuješ orgazem, svoje doživljanje in tako. Kako to sploh izgleda? A to človek med spolnim odnosom opazuje, ali lahko tudi sam? Na kakšen način stvari sploh potekajo? Ja, tukaj je res mnogovrstnost, no, in zelo odvisno tudi od kulturnega področja, kje poteka učenje. Morda v nekih družbenih sredinah, kjer je več tovrstnega raziskovanja, so bolj odprte prakse učenja, kjer pa so kulture morda bolj tradicionalno naravnane, obstajajo morda še kakšne verske omejitve, je pa morda bolj smiseln kakšen varen način raziskovanja, kot so na primer kakšne delavnice ali pa, ne vem, spletna oblika ali pa delo 1 na 1. Absolutno ne gre za učenje med spolnostjo ali pa vključenost mene v spolnost, gre za v bistvu čisto ločeno. No? Način, kot jaz delam, je, da v bistvu gre vedno za oblečeno delo in vodenje z dihom in pa pravzaprav s telesom, ki je oblečeno in gre skozi različna stanja in raziskovanje. No. A pa lahko potem to človek tudi doma raziskuje sam ali pa s svojim partnerjem? Tako. So tudi prakse, ki se jih lahko nauči? Ja, absolutno. Tukaj gre predvsem način, ki je meni blizu, da v bistvu sam doma raziskuješ ta bolj divji, strastveni spolni del. Vaje, ki so v bistvu podobne kot je spolnost, samo da so točno določene, da je nek namen zadaj, da se lahko sploh zgodi učenje. Ker se mi zdi pomembna tukaj praksa in kontinuiteta, tako kot pri pisanju črk, je tudi tukaj včasih, ko hočemo nekam priti, ne vem, več užitka čutiti, bolj, ne vem, povezati, ne vem, da se bolj oživi tkivo v tem predelu, da se to kontinuirano dogaja, ponavlja z dotikom, ki je varen, in da potem kam pridemo. Ja. Ti si se to učila v Berlinu, a ne? Tako je. Omenila si že, da so pač kulture, ki so mogoče malo bolj odprte, kulture, ki so bolj zaprte oziroma mogoče malo bolj rezervirane glede kakšnih stvari. Kako bi mogoče primerjala naš prostor pa prostor v Berlinu? A je bila to precej različna izkušnja zate? Precej različna izkušnja. Okay. Ker pravzaprav res različne prakse partnerstev in različne prakse spolnosti, se mi zdi, da tukaj se bolj živijo tovrstne prakse potiho, tam pa se živijo bolj na glas, bi rekla. No. To je glavna razlika, tudi moj habitus, način, kako sem jaz strukturirana, sestavljena, kakšno je moje ozadje, popolnoma različen z nekom, ki odrašča v Berlinu. Tako, najbolj sem bila podobna nekomu iz Romunije in pa, naprimer, jaz iz Slovenije. Naprimer, nekdo, ki je iz Brooklyna, pa nekdo iz Berlina, se je pa lahko lažje povezal. Tako da se mi zdi fino, da tudi, ko se izobražujemo, da včasih gremo izven svoje kulture, včasih pa ostanemo na svojem teritoriju. No. Zato sem se potem tudi, ko sem se odločila za naprej, za psihoterapijo, odločila, da grem bližje, da razumem tudi kulturno ozadje tega dela, ker je drugačno. Naprimer, nasilje, fizično nasilje je naprimer na Hrvaškem morda bolj vidno, bolj prisotno v družbi, kot pa kje drugje. In kje drugje te teme ne naslavljajo na način, kot jo na Hrvaškem, naprimer, kjer se izobražujem, pa že tam je razlika z Slovenijo, v načinu izražanja in tako da. A to psihologijo zdaj tudi povezuješ v bistvu s spolnostjo v svojem študiju? To sta v bistvu dve ločeni stvari, ki se za mene osebno nadaljujeta pravzaprav, ampak torej telesno orientirana psihoterapija pravzaprav ni vezana na spolnost, čeprav tudi je pomemben del, pomembna tema znotraj tega. Tukaj gre bolj za naslavljanje čustev,
ki so se v bistvu nekje ustavila, pa grajenje kapacitete za držanje posameznega čustva. Koliko jaz zmorem držati jezo, koliko imam kapaciteto za strah in kaj potem naredim, a ne, da znotraj telesa gradim, da zmorem, a ne, in da postaje bolj pretočno vse skupaj. Okay. Kako pa potem ta, a ne, ker recimo nek psihološki oziroma psihoterapevtski proces mi razumemo zelo kot nekaj v glavi, Ja. a ne? Mogoče pač skozi pogovor ali pa, ja, kot resen tak proces v glavi. Kako pa potem to poteka skozi telo? Ja, to se mi zdi zelo dobro vprašanje, ker jaz, kar sem preizkušala tekom faksa in tudi potem kasneje osebno za svojo rast, je bilo vse v glavi. In včasih se mi zdelo, da z lahkoto pretentam psihoterapevta, ker jaz pač si nekaj izmislim in on včasih to verjame. Ne? Seveda je to tudi odvisno od kvalitete psihoterapevta, ampak se mi zdelo, da tle še nekaj več. Ne? Potem pa sem hodila kot v bistvu poskusni klient za tisti, ki so se učili psihoterapije na telesno orientiran način. Sem gotovila, da je to čisto nek drug učinek, da čutim telo bolj polno, bolj sproščeno, bolj pretočno. In sem ugotovila, da dejansko to je smer in da moj dvom dejansko je na mestu. Zdaj pa, v tem trenutku pa mislim, da pač človek, odvisno na kateri stopnji je, kje je, potrebuje določen način. In za nekoga je točno govorna psihoterapija najboljša, za nekoga je najboljše, da gre v gost pa se z nekom pogovarja. Pač za vsega je nekaj v tistem trenutku, ne pa najboljša je ta in najboljši je tisti. Morda za mene bo jutri nekaj drugače. Tako slediti, kje sem zdaj jaz, kakšne so moje potrebe, kakšne so moje hrepenenja po učenju. Ker mene morda zdaj ne zanima več toliko faktografsko neko znanje, tudi me ne skrbi, če ne vem letnic preveč vseh nekaj, ampak me zanima, kako naprimer delati z odpiranjem srca, kako fizično to čutiti, kako sproščati ta prostor. In morda še komu potem pokazati, če ga zanima. Zdaj delaš v osnovni šoli. Tako je. In a lahko te stvari apliciraš tudi na pač svoje delo z otroki? Ja, moje trenutno delo je učiteljica dodatne strokovne pomoči za otroke, ki so jim izdali odločbo o čustvenih in vedenjskih težavah. Zdaj, meni se zdi tukaj pomembno videti, da sem jaz pravzaprav v dvojni vlogi ali pa celo v trojni. Ne? Hkrati sem podpora in se lahko obrnejo name, a po drugi strani sem del šole, na nek način policaj tudi, ker če vidim, da se nekaj zgodi, moram to nekam opisati in sem tudi v vlogi nekoga, ki ima kontrolo. In se mi ne zdi to dovolj varna vloga za prav globoko psihoterapevtsko delo in bi se tukaj lahko zgodila ponovna izdaja ali pa ponovna rana. Ja. Tako da sem se odločila, da ne, absolutno. Kar pa lahko delam je pa neke osnovne vaje, kot so čist preproste, ki jih lahko delajo v bistvu tudi pri športni, ampak da telo se naprimer, ne vem, če ima otrok noge zelo dvignjene tako proti zraku, prste, da jih počasi spuščamo bolj na tla, da jih se vzemljujemo. Če ne diha sploh, da se ga ne slišiš, da ne vidiš, da se premika prsni koš, da delamo dihalne vaje. Nekaj čist preprostega, kar res ne posega globoko v psiho in ni nevarno, ne za starše, ne otroka, ampak je samo vaja. Tako. In kakšni so odzivi na te stvari pri otrocih? Kakšnemu se včasih ne da, pravi učiteljica, kaj pa zdaj to? Včasih pa sprejmejo, pa jim je potem všečno. Tako je kratko. No, včasih opažam, da vse, kar je novo in sveže, jim včasih bolj paše, da samo sedijo in rešujejo tisti delovni zvezek, kot pa da bi zdaj nekaj tlele na novo se šli. Ne? Ker ni, da to zares prihaja iz njih, ampak je to neka moja ideja, kaj bomo zdaj delali. Ne? Tako da tukaj poteka dogovor potem, ali ja, ali ne. Kaj pa bi ti želela, da bi otroci recimo vedeli o spolnosti, o svojih telesih, o medosebnih odnosih, kot neko popotnico za življenje potem? Ja. Morda najbolj to, da v bistvu ta slika, ki jo imajo morda od doma, pa ta slika, ki jo potem prevlada pornografski svet, da ni to edina slika ali pa da ni to
neko glavno polje, da v spolnosti v bistvu lahko še vse tisoč drugih stvari. Da lahko čisto samo en preprosti stik in da ni tako famozno, a lahko je pa še bolj famozno. Tako da bi samo neko odprtost dobila, aha, to ni samo to, jaz nisem samo nekdo, ki napada ali pa sem tako, ampak lahko sem jaz to boje, tako. Da obstaja neka raznovrstnost znotraj tega in da ni samo to pa to. Tako, no. Pa da ni treba, da je to zelo nasilno. To opažam zelo, da je ta način, kako oni govorijo o tem in mislijo o tem, mislijo pogosto, da je ta stik igra neke moči, kar pa ni vedno za vse resnica, ne. Tako da jaz z njimi ne govorim o spolnosti, razen če me ne vprašajo. Potem sem pa iskrena in tudi se mi zdi, da kolegi znajo biti fajn iskreni in povedo, kot je, o raznovrstnosti in da pridejo malo v stik s tem. Omenila si pornografijo. Mislim, da je na tem področju to res ena taka zelo pomembna tema, o kateri, hvala Bogu, se vsaj majčkeno govori zadnje čase. Narejene so bile tudi že študije na to temo, kako res slab vpliv ima to sploh na mlade. In potem to itak večinoma se sabo nese, a ne? Če pač nekje spotoma sam ne ozavestiš. Kakšen imaš ti občutek glede tega, mogoče trenutno pri mladih, pa kakšen je dejansko ta vpliv na naše spolno doživljanje? Pa mogoče tudi razliko med moškimi in ženskimi. To pa zdaj pa že kar nekaj vprašanj. 6 vprašanj že skoraj. Eno po eno. Ja, spolnost. Kar je meni najbolj žal, oziroma bom začela drugače. Zdi se mi fino, da imamo pristop sploh videti nekoga, pa tako lahko nekdo celo dobi ideje, kakšne, obstajajo tudi čudovite pornografske strani. To mi je všeč. Ampak kar mi je pa žalostno opazovati je, kako v bistvu svoje spolne organe naredimo otopele, če se v bistvu ob pornografiji samo zadovoljujemo redno in na tak način zelo oster, močan, hiter in to ponavljamo naprimer 7 let in potem desenzibiliziramo to naše tkivo za užitek, za nežen dotik in potem, ko pridemo v stik z drugim partnerjem, z nekom, on želi na nežen način se ljubkovati z nami, ampak mi ne moremo, nimamo sposobnosti čutiti užitka, ker smo pač tkivo navadili na hiter, na močno in to mi je škoda, v bistvu, da se to zelo pogosto zgodi in potem moški ne čuti tega, kar bi si želel čutiti, a ne rabi neko divjost, včasih rabi biti celo ranjen, da sploh ranjen, da čuti užitek. In potem pride tudi tukaj v odnosu do disharmonije, lahko konfliktov, ženska lahko misli, da ni dovolj dobra, on tudi ni dovolj dober, vse gre nekam, ampak zakaj? Ker se pač samo zadovoljujemo na ta način. Tako, to me v bistvu tudi jezi, a ne samo žalosti. Iskreno. Iskreno, ja. Tako škoda mi je, ker je to tako dobro narejeni smo, mislim, tako fenomenalno, da je to sploh možno za eno tako bitje. V bistvu smo smrtni, pa imamo to, tako dober feature, se mi zdi. Ja, res je. Tako, hkrati se mi ne zdi po eni strani slabo, da včasih pride do tega samozadovoljevanja, je sproščujoče. Ampak to je pač namen, sprostitev, smo v glavi, gremo na ta način, ampak dajmo probati to razbijati, da včasih tako, tudi zaradi tega, da v bistvu neko zdravje tkiva zadržimo, če ne drugega. No? Ja. No, pa če mogoče še majčkeno poveš to, kakšen učinek ima to na ženske in na moške. Saj ženske v bistvu nekatere imajo tudi zelo s pornografijo programirane možgane. Zdaj, jaz enkrat sem brala eno raziskavo o tem, ko so delali med najstniki v Avstraliji, torej ta vpliv pornografije. In meni je bilo res tako grozljivo, ko sem tisto brala, ker je bilo res, so bile tudi take stvari, kot, ne vem, so vprašali punco,
A ne, ko je imela spolni odnos, itak za njih oralno zadovoljevanje ni bil spolni odnos, a ne? Ampak so jo vprašali, kako se ti pa zdelo, da je bilo. Pa je rekla, ja mislim, da mu je bilo všeč. A ne? V bistvu sploh ni bilo te samorefleksije, sploh ni bilo zavesti, da je spolni odnos pomemben v prvi vrsti zate. Ja. A ne? Posledično šele potem nekaj lahko skupaj ustvarjata. Druga res grozljiva stvar je pa bila, ko so punce povedale, da se fant z njo sploh ne pogovarja, če ga ona prej oralno ne zadovolji. Torej ga zadovolji in če je on zadovoljen z rezultatom, potem šele spregovori z njo. A ne? In take stvari se meni res zdijo tako, wow. Ne vem, kako greš potem naprej iz tega? Ja, lahko to ponavljaš in ponavljaš, dokler ni frustracija ali pa začneš brati o tem, gledati. Zdaj tudi na YouTubu obstajajo že nekateri viri, a ne. Samo, če nismo naravnani k tej spremembi, pa želji po drugačnosti, pa tudi ne vtipkamo take besede v YouTube, ne. Tako da to, ampak jaz mislim, da nekateri to ponavljajo do smrti in jim je to navaden način funkcionira in morda niti ne vejo, da obstaja drugače, a ne. Problem je res teh slik, ki prav pronicajo v našo glavo in se nam zdijo, aha, to je potem tako, ok, zdaj razumem. A v bistvu nimamo stika s tem realnostjo, da ni zares nujno tako, ne. Ja. Ampak je pogosto ta, ja, to mi je bilo najboljše, kar si rekla, da na nek način se zgubi dialog. Bolj je to nekih ples vzorcev naprej sestavljenih, a ne. Jaz te zdaj zadovoljim, hkrati pa vidim, da tukaj tudi pridejo te naše karakterne obrambe, ne. Odvisno, kakšno karakterno obrambo bomo, potem tudi v spolnosti hočemo to igrati ali pa to dobiti, katera globlja potreba v ozadju ni zadovoljena, ki je naša najgloblja rana in potem iz tega se tudi spolnost rojeva, a ne. Tako. Če jaz ne znam stati v svoji moči, potem mi bo tudi težko voditi del spolnosti, a ne, pa bom vedno sprejemala ta položaj, ko me nekdo vodi, a ne. Tako. Ampak tudi znotraj spolnosti potem jaz lahko se igram, pa lih malo moči si vzamem na tak fajn, spoštljiv način do partnerja, mu tudi povem, da to raziskujem. In se tudi skozi tega učim, kako si dati to, kar rabim, pa hkrati imeti spolni odnos. A se ti zdi, da bi mladi morali imeti prostore, kjer se dejansko izobražujejo glede tega? Ja, jaz mislim, da ja. Ampak ja, več nekih pogovorov z ljudmi, kjer je že globok odnos vzpostavljen, kjer je že spoštovanje strani mladih, ker če ne tako hitro pride do tega hihitanja, pravzaprav do bullyinga, do tistega, ki to predava. Tudi v šoli pa imamo v bistvu spolno vzgojo, ampak res pokrije to zdravstven vidik, zaščita. Sam to ni dejansko spolna vzgoja. Ne, ni spolna vzgoja, ne vem, kako bi to sploh imenovala, ampak so željni, oni bi tako z veseljem to poslušali, veliko njih. Res je, da nekateri so zreli v 4. razredu, jih to zelo zanima na svoj način. Zdaj nekateri drugi pa v 9. ne še, ne. Tako. Zdaj mi je fino, raziskujem, ko je me Marta Novak povabila, da ilustriram njeno knjigo, ki govori tudi o spolnosti, tukaj s sabo. Si rekla, da imaš s sabo, kar pokaži. Se mi zdi fino, no, ker nekaj časa sem iskala knjigo, ki bi govorila o tem za mlajše, da ne bi govorila v prostaških besedah ali pa v latinskih besedah, no, ampak Marta je pa tako dobro napisala knjigico o tem kjer so res podobe razne, pa ne vem, metulji so hormoni, tudi organi so drugače opisani in mi v bistvu tako prav pride v šoli zdaj, a ne, ker tudi podobe niso tako pornografske pravzaprav, a ne, tudi neke realne slike so, ki jih otroci ne vedo, tudi potem, kar se tiče poroda, pa tako, no. In se mi zdi, da je nekaj tazga pravzaprav manjkalo in da lahko odpremo in listamo potem, a ne, z mlajšimi. Pa se drugi pedagogi kaj odzivajo na to? Na take in želje otrok in na tako gradivo? Ja, zdi se mi zelo individualno, zdaj, odvisno, kje sem jaz kot človek z mojo spolnostjo, a mi je okej govoriti o tem, ne, da zdaj razkrivam svojo zasebnost, če mi ni to okej, ampak koliko je meni to
bilo v družini prepovedano govoriti o tem, to vse vpliva. Ampak jaz res cenim svoje kolege, ki pogosto si drznejo, so drzni, pa povedo stvari, tako kot so. Ali pa celo, kar mi je tudi všeč, pravi, meni je to nerodno, a lahko ti govoriš o tem. Tako. Zdi se mi v redu, da če nam ni do tega, da ne govorimo, če čutimo, da nismo pripravljeni. Ker itak otroci bojo to začutili. Ja, seveda. In seveda ne morejo o neki taki pomembni in intimni in mogoče lahko tudi malo kočljivi temi pripovedovati nekdo, ki se ne počuti res udobno v tem. Ja, pa kočljivo je, ker to res lahko prebudi konflikte, tudi če govorimo o drugače spolno usmerjenih. Tukaj pride hitro do nekih vojn med otroki, podobno kot ko govorimo o verah in podobno. Tako da se mi zdi, da res te intimni prostorčki, 1 na 1, male skupine. Pa če nekdo sliši nekaj, kar res nikoli prej ni, pa je že nekaj. Prej si omenjala, kako si že rekla, tako tak lep izraz, osebnostne obrambne mehanizme. A bi mogoče lahko kaj o tem več povedala? Kakšni sploh lahko so, kako jih človek prepozna, kako mogoče tudi jih ozavestiti in potem odpraviti, ali pa se naučiti nekaj iz tega? To je pa kar zajetno delo, tako na ravni magistrskega. Tako nima noben samo enega in tudi obstajajo različni sistemi oziroma seznami teh karakternih obramb, ampak meni je pomembno, da gledamo tako različne zemljevide, kot da nekje gledamo, ne vem, eno na Google Mapsu, eno je na roko narisan, pa sam pogledam, kje približno smo, da lažje vemo. Zdaj, kako si lahko pomagamo, kater smo, telo v bistvu samo veliko pove. Ne vem, kako držimo ramena, koliko sproščeno čeljust imamo, koliko so nam sproščena kolena, a je medenica naprej, nazaj. Kako so pravzaprav zraščene kosti na nogi, a je zgornji del širši, večji ali je bolj zaprt. Vse te mikrostvari, naprimer oči, a gledajo na ven ali so bolj na noter, vse te stvari. Eden je ponovadi bolj dominanten ali pa dva. In potem v bistvu je to sekundarnega pomena, ko ugotoviš, ko šele ugotoviš, v kateri smeri moraš delati. Kaj je v bistvu potreba v ozadju. Ampak besede pa imena mi niso tako pomembne. Pomembno je, da mora biti, če smo v stiku z ljudmi, pa smo jim neki podporni ljudje, da v bistvu pogledamo, kako se držijo. Da ne vem, če se držijo tako, pač se tudi mi sami postavimo v to pozicijo, tako, pa si rečemo, aha, kaj to telo rabi, Točno tako se postavimo kot oni, ne vem, noge so, ne vem, na tleh, in tako stoji, tako si roke daje. In tako se prav počutiti v tem telesu. In pa si rečemo, aha, kaj to telo rabi? Aha, okej. To telo se bo najverjetneje fajtalo, če grem jaz v fajt, morda neke mehkobe začutimo, da rabi, Ali pa ne vem, če nekdo tako in ne gleda dol, ne bomo mu rekli, daj glavo gor, ampak bo tako počas, mirno, da se glava začne odpirati, da se očesni stik začne počasi vzpostavljati. To nam mora biti najbolj iz tega lahko pomaga, ker avtomatsko, brez da se učimo nekaj imena. To se mi zdi ful dober način, v bistvu tak zelo intuitiven. Tako, ka se večinoma si predstavljamo, da stvari res moramo intelektualno znati, se moramo nekaj naučiti. Ampak v bistvu že sam to nekako prepoznavanje potreb nekoga drugega, že samo s tem, da skozi svoje telo probaš začutiti, ko posnemaš njega, kaj bi lahko njega podprli. In da v bistvu res prideš do nekega samospoznanja. To in potem preveriš z njim, seveda, lahko da čist mimo sekaš, Da ni zdaj, pa jaz vem, ker sem se postavil v tvoje telo. Meni se to zdi tako fajn, V bistvu je to mogoče že kar tako malo na nek način empatično, ker v bistvu želiš zares neko vez vzpostaviti z nekom. In se mi zdi, da itak tega nam precej manjka. Manjka nam in te želje za povezovanjem in tega zaupanja, da lahko imamo tudi neka notranja spoznanja. Ker so nas pač naučili, da se moraš iz knjig naučiti. Zdaj se moramo pa mi naučiti, da
lahko to vadimo in da v bistvu to gradimo. Da ne bo čez noč, ampak da zdaj to gradim. Tudi jaz zdaj, ko končujem ta študij, še nisem majster tega, ampak se učim in vsak mesec, no, in ko hodim po ulici, zmer bolj opazujem, gližnji so taki, tako da zmer bolj razumem in preverjam, če se meni to res gradi ali pač čist usekam mim, ne. Wow. Tako, ja, grajenje pa vaje, no, podobno kot pri spolnosti. Se mi zdi, da hitro obupamo, rečemo, zdaj sem pač en mesec hodil v to neko šolo, zdaj pač nekaj vem, ampak vaja pa pol zmanjka, ne. Pa v bistvu se itak to nikdar ne konča, ne? Ne. Ker smo toliko kompleksna bitja, da verjetno lahko nekaj življenj raziskujemo te stvari, pa se bo še vedno še nekaj novega odkrili. Pa hkrati se mi zdi, da tudi, ko to delamo, ko se vživljamo v druge, tudi na ta način, to, kar sem prej rekla, gradimo ta prostor za doživljanje sveta, tako hkrati za doživljanje, ne vem, žalosti, ker imam zmer večjo možnost, zmer večji prostor za to občutiti, pa da teče skozi mene, potem je tudi možno res zadovoljstvo čutiti, ne zdaj neko morda ekstatično srečo, ampak prostor zadovoljstva, da je to tukaj, to bivanje sploh ima nek smisel, ne. Tako, da je manj blokad. Ja, kako pa je to vplivalo na tvoje življenje? Vse to tvoje raziskovanje, spoznavanje? Pač imaš kar nekaj teh področij, ki so zelo kompleksna in zelo nekako tako temeljna človekova področja. Kako je to vplivalo na tvoje doživljanje sebe, sveta, življenja? Dajem taka. Fajno vprašanje. Pa zelo fajn je vplivalo. Tako bolj radostno mi je zdaj živeti. Mislim, zdi se mi, da sem vedno znova na začetku, da ni konca začetku. Pa bolj zanimivo mi je, tako, vse postaja bolj sočno, no, tako, to mi je všeč, da ni tako pusto, pa tako neki faktografsko, ampak tako vse, zmer bolj je vse sočno. Ne rečem, da vsak dan, a ne. Tudi kakšen dan, tudi jaz ne morem sebe tako čutiti, pa nisem pretočna, pa še zmer grem v blokado, ampak zdaj lažje pridem ven, a ne. Prej bi rabila več časa, zdaj pa hitrejš grem nazaj. To, tako bolj lahkotno, bolj umirjeno. Pa so bile vmes tudi kakšne težke stvari, kakšni težki trenutki spoznanja? Ja, vedno znova in znova. Nekaj taka šokantne stvari, ki si reči tako, a jaz to delam? Tako, a jaz to res delam in potem, meni je najbolj šokantno to, ko ugotovim nekaj, kar počnem tako skoraj vsak trenutek, potem se tega zavem in potem ugotovim, da če to spustim, da kaj pa potem? Potem nastane nek panika, nek prazen prostor, kdo pa sploh jaz sem, ne, če tega ni, ne. Ne vem, kar se tiče regulacije drugih, način dihanja, če ni tle blokade, če je tako prosto. Kaj pa zdaj, če jaz lahko se zabavam v življenju? Pač, ojoj. Te so mi pogosto najbolj, tako rabim kar kakšen teden, dva, da tako opa, da pridem, da se to integrira, no, to spoznanje. Pa ni to, da se enkrat, ne, to je 1000 nekih mikro stvari, ki se pol v ta gestalt dajo skupaj. No, ampak zanimivo mi je, no, tako. Ker mi ni treba zdaj masnih denarjev plačevati za to, da se zelo zabavam, ko ugotavljam, zdaj je srce odprto, zdaj se pa zapira. Pač tako. Ja, tako da zdaj, ko je korona zaprta, ne, pač smo tle notranje gledališče in ni tako slabo. Ja, to se mi zdi ful taka pomembna stvar, ki si jo rekla, da v bistvu da dostikrat pri kakšnem spoznanju pridemo do točke, ko se lahko vprašamo, kdo pa sem jaz zdaj brez tega? In da je to zelo velikokrat ena taka neozaveščena točka, od katere se rajši obrnemo, kakor da bi jo zares ozavestili, pa šli preko tega, pa spoznali, da ja, lahko sem tudi brez tega. Obstaja tudi jaz in cel svet preko te točke, a ne? In velika verjetnost je, da zna biti to tudi ena točka velike rasti in pač enih takih mogoče
na nek način težkih, ampak lahko tudi zelo takih bogatih izkušenj. Ne? Je pa stresno, ne? Pa strah je, pa tudi telo se spet v neki drugi situaciji obrne ali pa postavi na isti način, kot se je takrat, pa je tako udobno, poznano pot. Tudi tukaj v gozdu so pač poti, ki so tako široke, a ne gremo vedno znova gaziti po tej praprotikani poti, ne? Tako da se mi zdi to kar dokaj naravno. Je pa res, da zelo pomaga, če imamo neko pričo, kdorkoli, a je to nek prijatelj, partner, lahko si plačamo to pričo, nekdo, ki ima to možnost, da zmore ostati s tem nevedenjem ničem takrat, pa da ne daje kakšnega preveč pametnega nasveta. Da ne pobegnemo mi pol v ta nasvet. Aha, pol če tako, ne, sam bod. Ali pa da ni tisto, a lahko mi prosim ne daješ zdaj na svetu. Ja. To je moj proces, ti prosim samo bodi prisoten in to je dovolj. To se mi pomembna lekcija današnjega sveta zdi, no, tako da. Ker obstajajo različne skupine, no. Meni je bilo všeč, ker smo že na faksu mi to zelo ločili. Eno je nasvetovanje, to pomeni, ko mi nihče ne vpraša za nasvet, jaz kar povem nasvet, Sara, zdajle bi rabila ti. To je nasvetovanje in tega mi v naši stroki načeloma ne počnemo. A svetovanje je, ko je to dogovor. Ko ti prideš k meni ali pa jaz k tebi, pa te vprašam, a ne. In ta ločnica mi je bila kar osvobojoča, ampak vidim, da nekateri niso imeli tega privilegija, da bi to že v srednji šoli ali pa na faksu slišali in jim je tako šokantno. Ne, zdaj ti moram jaz povedati, jaz vem. Ja, to zna biti kar problematično, ja. Mislim, da vsak izmed nas kdaj pade na tem preskusu. Ja, vključno z mano. No, pa ko si se že ravno mečkan čisto dotaknila pač teh časov, ko imaš ti pač svoj teater znotraj sebe. Zunaj je pa kar veliko zelo pestrega dogajanja in zelo čustveno nabitega. Ja. A imaš mogoče kakšen nasvet, da te izzovem? No, kakšna misel, kako rokovati s takimi časi? Kako rokovati s tem, ko se ti toliko enih turbulenc in toliko enih strahov zbudi znotraj? Ali pa ko naletiš na koga druga, ki je zelo upleten v svoje čustvovanje in a veš, tisto neko uporo, kako iti preko tega, ali pa kako ohraniti majčken miru znotraj sebe, ali pa videti preko svojega strahu. To so pač zelo težke stvari, ampak... Ja, ampak zelo nujne. Ja. Zelo nujne, no. Ker pač očitno je to, morda se je na začetku zdelo, da bo to pač nek tek na kratko progo, ampak zdaj se kar zdi, da kar to nekaj traja. Ja, se mi zdi, da je nujno, če govorimo o vseh ukrepih, da tudi na drugi strani govorimo o teh ukrepih, da zdržimo to, a ne? Ker to je v bistvu potencialno res travmatična stvar, kar se trenutno nam dogaja. Odvisno, kje smo, na kakšnih položajih, veliko represije, veliko omejitev, res je težko, no, in če ko govorimo o tem, že zdaj čutim, da se v bistvu tukaj zapira v diafragmi, dah se ustavil, vsaj pri meni, ko sem začela govoriti o tem. In ena nujna se mi zdi stvar, ki je pa nam nihče ne more vzeti in si jo lahko vzamemo predvsem sami, je dah. Da res, naprimer, samo vdahnemo in potem prosto izdahnemo do konca in potem vdahnemo, ko naše telo hoče spet samo. Ali pa si položimo roke, pa gledamo, aha, tukaj nič ne diham, samo tukaj diham, pa da nazaj vračamo dih v različne dele telesa, a ne? Da ni morda samo tukaj, ka ponovadi, ka dihamo plitko, ali pa ka nas je ful strah. Večina ljudi, no, bolj v ta predel. Tako da vračanje k temu, no, se mi zdi, je res nujno in to res v sekundi lahko naredimo, ne? Druga stvar, kar je v bistvu lahko tako delamo, tako kot prakso, kot vajo v bistvu doma, je, da si naredimo neko playlisto 3 različnih glasb ali pa 4 različnih pesmi, ki imajo tako čisto različne
ideje, besedila, lahko ritme. Lahko si postavimo neke objekte ali pa neke ljudi, ki se gibajo z nami in potem lahko čisto vadimo to situacijo, v kateri zdaj smo, se pripravljamo na njo. Tako, naprimer, ali pa gost, imam drevesa, ona so tam, jaz jih ne morem premakniti. Torej, imam to masko, imam ta PCT, ne morem ga premakniti. Ok, kaj pa jaz lahko naredim? Jaz se lahko učim, kako se gibati znotraj tega. A ne? In se telo pol skozi to mini prakso malo tudi uči, kako skozi te omejitve, kamor biti mi niso všeč, da so tam, pa to trnje, pa to drevo, se učim prilagajati, pa jaz iskati svojo pot, kakor je le možno. Da ni, da sebe zabetoniram s strahom, pa sem še jaz eno drevo tlele, čeprav so drevesa fajna, pa zdaj, če smo jih vzeli to prispodobo, da še jaz sebe zabetoniram še tisto pot, ko jo imam, da si jo ne dam. Ker to pol s tem strahom naredimo. Še se bolj zapremo, se jezimo, še sam sebi potem povzročamo zdravstvene težave, še dodatne. Še dodatno se vabimo v paniko, no? Da saj tisti prostor, ki nam ostaja za osebno svobodo in izbiro, da ga vadimo, da ga imamo. Ker potem, ko smo že v situaciji, pa se že razjezimo, v bistvu to mi že pol ni več preventivno. Mislim, ni... Ja. Se moramo že vračati nazaj v dobro, tako pa gradimo tisto dobro v sebi, da bi ostajali čim dlje, kakor gre, pa da se pol lažje vrnemo. Krasno. Precej sva že govorili o delu z otroki. Kaj pa, ko delaš z odraslimi? Kakšna je razlika mogoče? Ja, meni je zelo zanimivo te stereotipi, ki sem jih slišala predtem, preden sem začela delati, pa potem, ko sem. Eni so se mi potrdili, eni pa ne. Meni je všeč, ker otroci mi povedo, učiteljica, to je brez veze. Učiteljica, to ste pa vi zasrali, ali pa to pa ni bilo v redu. To mi je tako všeč, ker pri odraslih se mi zdi, da je pa več iger. Več iger. In to mi včasih tako, težje mi je zadelati včasih. Več je te previdnosti, skritosti, včasih tudi zahrbtnosti in tako. To pa mi je težko videti včasih in čist drug pristop zahteva. Se tudi kakšni otroci so že zelo globoko v teh igrah, ki smo jih naučili. Ampak hitrej so iskreni, hitrej se izdajo ali pa povedo, kaj si zares mislijo. In to mi je tako všeč, ta iskrenost. Se včasih je tako, res, tako, a to sem naredila, oprosti. Res učenje ponižnosti. Mi je pa všeč, ker obstaja skupina odraslih, ki se želijo učiti. To mi je zelo dobro. Ker naprimer v šolskem sistemu, kjer sem, velikrat nekaj poučujemo, kar otrok si niti ne želi učiti. In to je čist nek drug prostor, kjer moram jaz ustvarjati neko snov, ki morda njemu ni zanimiva, jo predrugačiti na zanimiv način in ga vpeljati. Odrasli, ki pa so odprti za neko učenje, pa sedijo in čakajo. In tako, že včasih potem pogrešam upor. Tako, odrasli, prosim, nasprotujte, rečite, da je dolgočasno. Manj je tega feedbacka in včasih kar tako malo... Ja, ker smo navajeni smo. Dobro so nas vzgojili. Sedi in bodi tiho. Deloval. Ker v bistvu sploh nimamo zavesti v tem, da v bistvu načeloma, če greš ti v nek proces, si soustvarjalec tega procesa. Ne. Ne, tudi ko sem na faks hodila predavati o brezdomstvu, sem bila včasih kar tako, to ni bil dialog, v bistvu tukaj ni proaktivnosti. In to pomeni, da tudi oni niso odnesli morda to, kot bi lahko. Tako. Veliko dela na tem našo družbo še čaka. Drugje je morda šlo že čez rob tudi v kakšni državi, da so ljudje, imajo preveč vedno mnenje, takoj mnenje, da se ne pusti pa dialoga z druge strani. Tako, to ravnovesje loviti se mi zdi, da bi bilo fino malo zmešati to otroško in odraslo. Je pa totalno različno. Kako pa potem približno pri tebi zgleda, recimo, če te nekdo pokliče, pa reče, jaz bi pa s tabo nekaj raziskoval, na kakšen način se potem pristopi k temu? Zdaj trenutno delam v telesno orientirani psihoterapiji, tukaj začenjam graditi
svojo prakso, počasi puščam za sabo bolj samo orientirano na spolnost. Se mi zdi to bolj celostno. No. Tako še vedno poprečujem, ampak se dobimo 1 na 1 in potem najprej pogledamo, kje smo, kakšni so nameni, jaz povem, kaj lahko v bistvu sploh ponudim in potem začnemo graditi. No. Je pa manj pogovora, pa več telesnih vaj in vodenja v to smer. Ja. Pa bi mogoče lahko kaj pokazala, kaj se dela? Zdaj, to je res široko polje. Morda... Ker tukaj gre za proces, naprimer, jaz prijem z neko temo, naprimer, rečem, da vedno čutim napetost v tem predelu, naprimer, ko smo to že danes večkrat omenjali. In potem gremo na različne načine raziskovati. Tako da je to zelo specifičen in oseben proces. Kar bi pa lahko, je pa morda nek tak ogrevalni segment. Torej, morda samo par stvari, ki jih lahko v bistvu vsak dan sami delamo, pa nikamor nam ne rabi iti, da bi to naredili, da svoje telo spet v bistvu centriramo, pa da gremo naprej skozi dan. In lahko to sprot preverjamo, gremo na WC, ko smo v službi, prečekiramo, kako nam je telo, pa od tam naprej. Tako da za začetek je najbolj pomembno, da pogledamo svoja stopala. Ni pomembno, kako so urejena, pomembno je, kako stojijo, torej, da so cela stopala na tleh. Če težko začutimo, lahko najprej malo na zunanji del stopimo, pa potem na noter, pa hodimo po prstih, pa po petah in lahko tako hodimo tudi po prostoru, no, čisto tako, da se malo začutimo. Ker včasih, če je stresna situacija, se kar odlepimo od tal in nas ni prav zares na tleh. Sej nekako je telo, ampak lahko opazujete svojo nogo, da se vam prav tako spodaj v stopalu zakrčijo mišice. To je meni fascinantno, ko včasih prav začutim, da kot nek krč v mišicah. No, tako da sprostimo ta del, da je podlaga res na tleh, da nas lahko tisto spodaj sploh nosi in da imamo malo več prostora v stopalih. Potem pogosto, kar se zgodi, so kolena. Kolena so, ja, obstajajo, ampak zgodi se, da jih zakrčimo tako čist. In to, če zelo močno in dolgo delamo, kar boli, ne. Tako da pomembno je, da so čistlih mal pokrčena. Ne tako hiper pokrčena, ampak mičkeno pokrčena. Tako da se malo spomnimo, pokrčen kolena, da bo lažje teklo skozi mene. Tako, lahko tudi malo potresemo. Potem pa tudi medenico. Tukaj res velik vir moči, tudi prej, ko smo govorili o spolnosti, iz tukaj prihaja ta moč, tudi vodenje, tudi ženske rojevamo, iz tukaj polno nečesa se dogaja. In včasih tudi tukaj vse zakrčimo, ne. In pomembno, da tudi to sprostimo in da je gibčno. Tako. In da ni preveč nazaj in ne preveč naprej, ne. Da je tako malo podvito nekako na sredini, ne. Če v bistvu pademo v to nemoč, pa lahko potem naredimo tudi kakšnih par vaj, pa res zamahnemo naprej z medenico. Kot da bi naprej nekaj porinili, ali pa tudi nazaj, ne. Nekateri imamo bolj razvit ta prednji del, nekaterim je pa težje v drugo smer narediti, ne. Tako. To je v bistvu tudi čisto za samo obrambo, za reflekse dobro vaditi včasih, da gremo po ulici, da vemo se bori tudi za nazaj, ne sam frontalno. Potem pa prstni koš, spet pogledamo, a je preveč nazaj, preveč naprej, ga malo centriramo, zaokrožimo z rameni. Res preprosto, ampak lahko naredi veliko razliko, če smo tukaj in pa tukaj nekako usmerjeni v pravo smer. No. To se imenujejo core vaje, ki sem jih zdaj zelo na hitro pokazala, ampak samo, da sem nakazala neko smer, kam lahko gremo. Zdaj mislim, da smo dali že kar nekaj iztočnic, ka verjetno bi se marsikdo še veliko lahko pogovarjal o vsem tem, ne. Sam, to bi bilo dobro že potem bolj na individualno raven, pa potem se lahko res ene take ogromne dvorane še odprejo za razmislek in pogovor. Ampak vseeno me pa zanima, če se ti zdi, da je še kakšna stvar, ki bi jo rada izpostavila, ali pa da je nisva dovolj osvetlili ali kakorkoli. Meni se v bistvu zdi pomembno zdaj samo še reči hvala v bistvu tebi, ki sploh odpiraš take prostore v slovenskem jeziku. To je tisto, kar je meni še za izreči v bistvu, ker mi je lepo, da sploh nekaj obstaja, nekdo, ki tako raziskuje, pa
hodi do ljudi, ki so mu morda zanimivi ali pa v nekem trenutku, pa jih malo vpraša, ker tako res pogrešam, no, da bi v slovenskem jeziku bile te teme odprte. No. To mi je pomembno. No. Ja, hvala. Ja, jaz sem tudi začela v angleščini, ampak ravno to sem potem nekako na eni točki prišla do tega, da res rabimo take stvari v slovenščini. Da sej večinoma vsi razumemo angleško, pa marsikaj se najde na internetu, ampak se mi zdi res pomembno, da imamo tudi v svojem jeziku take bolj tehtne tematike, pa ideje, pa pogovore. Tudi mora biti zato, ker morda večina oziroma pretežno so ljudje v partnerstvih, naprimer v slovenščini, in potem poslušaš nek podcast v angleščini, super, samo rabi še slovenske besede najti za to. Tudi to je del procesa, da najdem besede za to. Ne? Ja. Tako da zato se mi zdi tako fajn to. Ja, to je res je zanimivo te odtenke opazovati in fajn je, no, potem to tudi v svojem telesu občutiti. Res se mi zdi, da je to en tak element, od katerega smo se majčkeno odrezali, verjetno v veliki meri tudi zaradi tega, ker pač v telesu čutimo in smo bili pač večkrat že poškodovani in težko je biti poškodovan in ne želiš več tega in se potem odtujiš od njega, ne, da bi čim manj tega čutil. Ampak je toliko pomembno, ker, kakor si prej rekla, da je življenje postalo bolj sočno. Ja, ker mu sploh dovoliš priti noter. A ne? In zaradi tega res želim, da si vrnemo to, no? Ker je to res naš dar. In pa na nek igriv način, da ni zdaj tako, zdaj bom šel v tale svoj telo. Na igriv način, pa tako na kreativne načine, ne vem, ko smo v trgovini neki probamo tako tam, ko čakamo v vrsti, tako. Da ni zdaj to, da moramo kredit najeti za to, da bo življenje bolj sočno, ne. Ne. Kje pa? Lahko že sam take stvari, kot začuti svoja stopala. Ja. Mislim, ampak to je na koncu koncev, to je to, ne. Ko uspem svoje telo postaviti, da je tukaj, da sem prisotna, pa se sploh lahko odzivam na življenje, sploh lahko kaj tako čutim. Ja. Začne sploh ta odnos, da ni samo življenje, jaz sem pa tlele nekje drugje. Ja, res krasno, tako da res ful hvala za tvoja sporočila in v bistvu tudi za te vajce, ki jih res lahko v svoje življenje vpeljemo in ga začnemo spoznavati še malo bolj. Tako da res dragocena sporočila. Hvala.